Pozdravljeni! V nadaljevanju bi naš primer oziroma nalogo 0,5, kjer smo poleg izpisa časa dodali še izpis števila rdečih in zelenih agentov, dopolnili tako, da bi v zgornjem delu dodali graf, ki bi prikazoval število rdečih agentov. Tule vidimo, da imamo nekoliko več agentov. Tu smo postavili število agentov na 200 in tu sedaj želimo, kot rečeno, poleg numeričnega prikaza rdečih vstaviti tudi graf in zadevo grafično prikazati. Tule izhajamo iz naloge 0,5. Datoteko naloga 0,5 lahko tule kopiramo in prilepimo ter jo preimenujemo v primer 15. Na ta način gre številčenje primerov po vrsti, nato pa, se pravi, naloga 0,5 je enaka primeru 15, nato pa lahko primer 15 ponovno kopiramo in prilepimo in tole bi bil naš primer 16, v katerem bomo poleg numeričnega izpisa dodali tudi graf. Tule odpremo primer 16, katerega osnova je torej naloga 0,5 oziroma primer 15. Zadevo odpremo in tule bi najprej dodali platno, ki bo služilo izrisu grafa. Takole tule kopiramo vrstice 14 in 15 ter platno prilepimo pred platno, ki prikazuje agente. Tule bomo podali nov identifikator, graf 1. Takole in na ta način imamo torej novo platno z identifikatorjem graf 1, višino platna pa bi tule podali kot 100. Takole zadevo shranimo in pogledamo izgled. Se pravi, tule vidimo, da je zadeva ravno obratno definirana, se pravi, tule moramo imeti širino 500 in višino 100, se pravi, višina mora biti 100. Takole zadevo osvežimo in vidimo, da imamo sedaj tule pripravljeno platno za prikaz našega grafa. Takole v nadaljevanju bi tule dodali novo spremenljivko za naše platno. Tule lahko v kodi dodamo spremenljivko graf 1, se pravi za vrstico 36 oziroma za števcem zelenih. Deklariramo spremenljivko oziroma to bo v našem primeru objekt graf 1. To bo spremenljivka
za objekt razreda graf. Takole. Nato pa bi prenesli kodo razreda graf, ki smo ga razvili v predhodnem izvajanju. Tule odprem datoteko graf08 ter izrežem kodo razreda graf oziroma kopiram kodo razreda graf in jo prenesem v primer 16. Tu bi postavili razred graf za razred agent. Tule se postavim na zaviti oklepaj in urejevalnik kode mi označi, kje se razred konča, in tule prilepim razred graf. Takole. No, tu bi nekoliko korigirali kodo. Recimo, da želimo prikazati 5000 točk na x-osi. Tu bi namesto spremenljivke maxgraph_x kar vnesli vrednost 5000, predvsem zaradi lažje predstavljivosti skaliranja, ki ga bomo izvedli v nadaljevanju. Potem imamo tule dolžino y-polja. Tole bi prav tako povedali, da je dolžina polja enaka 5000 in tule na koncu odrežemo zadnjo, se pravi 5000 vrednost v našem polju. Takole. Potem pa bi tule v nadaljevanju v funkciji izriši izvedli tudi skaliranje. Se pravi, kaj sedaj naredimo? Vrednost x-a delimo s 5000, se pravi, to je število točk, ki jih prikažemo na x-osi, in zadevo nato pomnožimo krat 500, kar pa predstavlja širino platna. Takole. Pri prikazu vrednosti na y-osi pa moramo izvesti odštevanje vrednosti od maksimalne višine grafa. Se pravi, tu zapišemo dis.maxgraph_y. Takole. Minus v oklepaju dis.y od i krat dis.maxgraph_y. Se pravi, vemo, da je os ordinata, torej pri grafičnem prikazu na računalniku obrnjena, zato moramo od maksimalne višine grafa, se pravi, v našem primeru je tale vrednost 100, odšteti trenutno vrednost. Takole. No, tule bi pri vrednosti maksimalne višine grafa
upoštevali tudi, da je število agentov enako 200, tako da tule delimo našo vrednost, se pravi števila agentov delimo z 200, se pravi tole bodo številke od 0 do 200, recimo imamo 200 agentov, vse skupaj delimo z 200 in je tale vrednost izraza med 0 in 1. In vrednost izraza med 0 in 1 pomnožimo z višino grafa, ki je enaka 100, torej dobimo tule v tem delu izraza vrednost med 0 in 100 in se skupaj odštejemo od maksimalne višine grafa, se pravi obrnemo y-os. Takole nato pa v nadaljevanju tule v funkciji zanka izrišemo števec rdečih, se pravi tule v funkciji zanka lahko zapišemo graf 1 pika izriši števec rdečih, takole, in tule moramo še ustvariti nov objekt in to je objekt grafa, se pravi graf 1 je enako new graf, se pravi objekt razreda graf in tule v argumentu konstruktorske funkcije podamo identifikator našega platna z grafom, se pravi to je tale identifikator, ki je tule zapisan pri platnu. Takole, no tu smo torej ustavili razred graf, ustvarili objekt in zadevo, se pravi število rdečih agentov prikazali na platnu. No, tule nam urejevalnik tudi javi, da imamo manjkajoči, se pravi oklepaj, tako da moramo tule narediti še zaklepaj oziroma urediti izraz. Tule delimo, se pravi vrednost za 200, no in tule je zadeva, se pravi tule je torej mesto napake, takole, tule moramo urediti oklepaje. Takole torej v vrstici 106 smo sedaj uredili oklepaje. Se pravi, imamo vrednost, ki jo delimo z 200, no in tule so zapisani oklepaji za to, da ločimo ta del, ki nam vrne vrednost med 0 in 1. In tule je vse skupaj pomnoženo z vrednostjo 100. Takole, no, še pri številu agentov določimo, da je le to enako 200, se pravi, tule imamo zadevo že takole zapisano. In če sedaj pogledamo delovanje, vidimo, da dobimo takšenle odziv sistema. Takole na ta način
v Gordon grafu prikažemo število rdečih agentov, se pravi ta del, kjer je izpisano število rdečih agentov, je dopolnjen z grafičnim prikazom.